Povedali so vam, da se bo naslednja pandemija začela v prenatrpanem mestu. Vendar najbolj smrtonosni respiratorni virus v ZDA igra po drugačnih pravilih. NASA spremlja patogen s 38% smrtnostjo, ki nedotaknjeno, neokrnjeno pokrajino spremeni v območje smrti. To je smrtonosneje kot igranje ruske rulete z 2 nabojama. Zemlja ima vgrajen biološki obrambni mehanizem, ki uporablja vremenske vzorce za sprožanje izbruhov. In NASA ve, kje bo naslednjič udaril. Marca 2026 je 60-letni moški prišel v bolnišnico v Santa Feju, ker je imel težave z dihanjem. Ni potoval v tujino. Ni se džibal skozi prenatrpane prometne vozlišča. Bil je le doma, na svoji podeželski posesti v severnem delu Nove Mehike. Nekaj dni kasneje je prišla diagnoza. Hantavirusni pljučni sindrom. Prvi potrjeni primer v Novi Mehiki v tem letu. Moški je preživel po več dneh na intenzivni negi. Imeli je srečo. Evidenca smrtnosti CDC kaže, da veliko bolnikov nikoli ne zapusti bolnišnice. Ta 38% smrtnost se je obdržala skozi več kot 30 letja spremljanja. Stanford Medicine postavlja dolgoročno povprečje v ZDA blizu 35%. Oba podatka uvrščata hantavirus med najbolj smrtonosne respiratorne bolezni, ki jih redno spremljajo v Severni Ameriki. Prav tako ni protivirusnega zdravila. Ko se pojavijo hudi pljučni simptomi, postane zdravljenje podporno. To vključuje ventilatorje, kisik in podporo krvnemu tlaku. Virus napreduje z zastrašujočo hitrostjo, ko se pljuča začnejo polniti s tekočino. Pacient iz Santa Feja je preživel le zato, ker ima Nova Mehika 30 let izkušenj z zgodnjim prepoznavanjem simptoma. V zveznih državah, kjer s to boleznijo nimajo veliko izkušenj, zgodnje primere zlahka zamenjajo za gripo ali pljučnico, dokler ne pride do dihalne odpovedi. Toda nadzorni zapisi CDC dokumentirajo še en šokanten trend. Od leta 1993 se je 94% ameriških primerov pojavilo zahodno od reke Mississippi. Ne večina, ampak skoraj vsi. Samo Nova Mehika je zabeležila več kot 140 potrjenih okužb, Colorado jih ima več kot 120. Arizona ima koridorje izpostavljenosti čez oddaljene puščavske in gozdne predele. Potem pogledamo še na drugo stran zemljevida. 10 zveznih držav ni nikoli poročalo niti o enem primeru. Na seznamu so Alabama, Georgia, Ohio in New Jersey. Države z največjimi in najbolj prometnimi mesti, nobena od njih ni nikoli zabeležila niti enega primera. In potem se ustavi. Razporeditev na zemljevidu upade. Več držav z velikimi središči prebivalstva ni nikoli zabeležilo niti enega potrjenega primera. Primer iz Santa Feja ni nenavaden. Je precej reprezentativen. Lokacija se spreminja, vendar rezultat ostaja enak. Nizka gostota prebivalstva, naravno okolje glodavcev, suho območje in omejen dostop do zdravstvene oskrbe. Februarja 2025 je Betsy Arakawa, žena igralca Gina Hackmana, umrla za isto boleznijo v njunem domu v Santa Fe. Do izpostavitve je prišlo na mirni podeželski posesti s čistim zrakom in oddaljenimi sosedi. Preiskovalci so kasneje našli podganja gnezda v gospodarskih poslopjih okoli posesti. To je izpolnjevalo vse pogoje za virus. In NASA je bila pozorna. Satelit je lahko videl, česar nihče drug na tleh ni mogel. In to je bilo odločilno. COVID se je širil prek letališč. Gripa se širi prek pisarn. Čistejša kot je pokrajina, tem bolje ustreza okolju prenašalca. Hantavirus ne spada v to kategorijo. Glavni prenašalec v ZDA je lenja miš. Je majhna, zelo prikupna in se zdi popolnoma neškodljiva. Leta 1993 so ekipe CDC lovile jelenje miši po območju Four Corners med preiskavami izbruha in ugotovile, da je bila stopnja okužbe v nekaterih populacijah skoraj 30%. Miš ne zboli. Prav tako se ne zdi, da bi razvila simptome. In ni zmanjšanja smrtnosti. To pomeni, da za ljudi ni nobenih opozoril. Virus se širi preko mišjega urina, sline in iztrebkov, kot speča celica v živalskem svetu, ki širi nalezljive snovi po okolju. Univerza v Novi Mehiki je od takrat razširila zemljevid groženj. Več kot 30 vrst majhnih sesalcev v državi je bilo pozitivnih na stik s hantavirusom. Na seznamu so talne veverice, čipmanki, belonoge miši in poljske miši. Prenosniki niso ena sama vrsta, to je celoten razred živali. Januarja 2026 je okrožje San Diego poročalo, da je zahodna žetvena miš bila pozitivna na hantavirus. Ekipe za javno zdravje so izdale takojšnja opozorila, čeprav v tistem času ni bilo potrjenih okužb pri ljudeh. Prenosniki se pojavljajo na mestih, kjer jih nihče ne pričakuje. Miš v vaši garaži ni grožnja.
Grožnje so tiste na odprtih prostorih. Kontaminacija se kopiči, na to pa pridejo ljudje. Obstaja razlog, zakaj je tako. V prometnih urbanih naseljih rjave podgane in hišne miši izrinejo domorodne vrste. Prevzamejo hrano in zavetje in jelenja miš izgubi. Na odprtem zahodu jim nihče ne nasprotuje. Jelenjo miš omejujejo le meje narave, ne meje mesta. Ameriški jugozahod ne dopušča pogojev, ki pomagajo običajnim virusom uspevati. Nizka vlažnost ohranja posušene iztrebke dlje časa. Redka prisotnost ljudi pomeni, da se virusna obremenitev kopiči skozi čas, preden pride kdo v stik z njo. Posestvo v Santa Feju, kjer se je začel primer marca 2026, je prav takšno mesto, kjer virus uspeva. Dom Hakmana Rakava je bil enak. Enako velja za delovna mesta v okrožju Mono v Kaliforniji, kjer so leta 2025 umrli 3 ljudje. Ta skupina je bila označena kot nenavadna. Nobena od teh žrtev ni počela ničesar tveganega. Živeli in delali so v okolju, ki je popolnoma ustrezalo prenašalcu. Finančna plat enačbe pa vse skupaj še poslabša. Proračuni za javno zdravje, medijska pokritost in politična pozornost so skoraj v celoti usmerjeni v gosto poseljena okolja. Sredstva gredo za nadzor komarjev v Miamiju. Sredstva za raziskave gredo za nadzor bolezni v pristaniških mestih. Mediji poročajo o naslednjem izbruhu v mestu. Hantavirus pa je na povsem drugem koncu tega zemljevida. Skoraj ni naslovnic in skoraj ni financiranih sistemov za obrambo. Geografija določa, kdo je ranljiv. Raziskovalci, ki so preučevali izpostavljenost hantavirusu v severni Švedski, so ugotovili, da imajo ljudje v podeželskih gozdarskih skupnostih veliko več protiteles kot prebivalci bližnjih mest. Življenje v drugačnem okolju je že spremenilo, kako dobro so bili njihovi imunski sistemi seznanjeni z virusom, še preden so okužbe postale hude. Vzorec se razteza tudi dlje od Švedske. Študija iz leta 2019, izvedena v podeželskih skupnostih na Finskem, je pokazala enak imunski gradient. Ljudje, ki so svoje življenje preživeli v gozdnatih pokrajinah, so imeli drugačne profile protiteles kot tisti, ki so tja prišli iz mest. Telo se uči iz pokrajine, v kateri živi. Če to telo preselimo v novo pokrajino, se učenje začne znova od ničle. V endemičnih območjih so prebivalci pogosto večkrat izpostavljeni virusu v nizkih količinah, kar omogoča, da se razvije določena stopnja imunskega prepoznavanja. Novoprišleki pa se soočajo z virusom brez te predhodne izpostavljenosti, kar jih postavlja v očitno imunološko slabši položaj. Ta vzorec se večkrat pojavlja v preiskavah primerov, ki jih izvaja CDC. Pri hudih okužbah s hantavirusom virus povzroči nekaj poškodb pljučnega tkiva, vendar to ni dovolj, da bi bolnik umrl. Imunski sistem nevarnosti ne prepozna dovolj hitro, nato pa pretirano odreagira na katastrofalen način. Pljučno tkivo preplavi s tekočino in prav ta boj ubije bolnika. Aprila 2026 je izbruh na atlantski križarki sledil istemu vzorcu. Potnik je dobil rahlo vročino in glavobol. Simptomi so se stopnjevali in že teden dni kasneje so se mu pljuča napolnila s tekočino. Umrl je istega dne. 86 potnikov na tej križarki je prišlo iz 23 različnih držav, med njimi Svete Helene in z otoka Ascension, samih oddaljenih krajev. Rezervoar prenašalcev je na teh krajih čakal leta. Pljuča turista, ki je stopil z ladje, so virusu odprla vrata. Virus je krogla, geografija in biologija pa sta orožji. Leta 2012 je Narodni park Yosemite zabeležil skupino hudih primerov bolezni dihal med obiskovalci, ki so bivali v Curry Village. Potrjenih je bilo 10 okužb. Pri 8 se je razvil hantavirusni pljučni sindrom, 5 je potrebovalo intenzivno nego. 3 so umrli. Preiskovalci CDC in kalifornijskega oddelka za javno zdravje so kasneje izpostavljenost izsledili do ene same napake v konstrukcijski zasnovi. Park je namestil šotorske kabine s platnenimi stenami, katerih notranje stenske votline so bile izolirane s peno. Te votline so postale gnezdišča za jelenje miši in do poznega poletja se je njihova populacija močno povečala. Obiskovalci v miši niso ugriznile, niso imeli stika z glodavci. Razpakirali so svoje torbe, hodili po tleh, odprli okno in odložili kovček na posteljo. To je bilo dovolj. Posušeni iztrebki v izolaciji so se razbili v mikroskopske delce. Ti delci so se razpršili v zrak v koči. Virus ostane živ v posušenih iztrebkih do 3 dni. Vsaka površina, kjer so bili glodavci dovolj dolgo, postane prenašalec. Okolje je bilo že onesnaženo. Gibanje ljudi je sprožilo izpostavljenost. Vsak vdih ga je ponesel globje, pljuča pa so opravila ostalo. Po izbruhu v Yosemitih je parkovna služba poslala opozorila. Približno 260 tisoč obiskovalcev je bivalo v parku v času okužbe, vsi so prejeli obvestilo. Tudi zdravstveni organi v 39 državah so prejeli obvestilo.
Koče so zaprli in jih podrli. 9 od 10 primerov so izsledili nazaj do teh sob. Prenašalca ni treba videti. Iztrebki ni nujno, da so očitni. Dovolj je, da je bil prostor dovolj dolgo naseljen, da se nabere prah. Nato je treba ta prah le še dvigniti. Najbolj tvegano dejanje, ki ga lahko oseba stori, je čiščenje zaprtega prostora z glodavci. To vključuje pometanje tal v koči, sesanje v lopi ali stresanje ponjave. To vključuje tudi premikanje zloženega drvja, odpiranje hleva po zimi ali poseganje v izolacijo. Vsaka od teh dejavnosti lahko sprosti dovolj delcev za smrtonosen odmerek. Ko je bil marca 2026 objavljen primer, je zdravstveni oddelek Nove Mehike prebivalcem svetoval, naj sploh ne pometajo glodalskih iztrebkov. Namesto tega naj jih namočijo z 10% raztopino belila, poberejo z rokavicami in enkratnimi krpami. To je priporočilo, vendar ni obvezno. Zunaj podeželskih območij na jugozahodu je virus še vedno slabo poznan. Vzorec širjenja je povsod, kjer se virus pojavi, enak in se običajno širi v isto smer vsakič. V Argentini je sezona hantavirusa 2025-2026 že prinesla 101 potrjen primer, kar je 2-krat več kot v prejšnji sezoni. Država je doslej zabeležila 32 smrti. Zdravstveno opozorilo, izdano decembra 2025, je opozorilo na enak vzorec po vsem južnem stožcu. Prizadete države so bile Argentina, Bolivija, Čile, Paragvaj, Brazilija, Panama in Urugvaj. To je pogost pojav in ko se ljudje redčijo, se okužba krepi. In ni omejena le na Južno Ameriko. Evropa sledi istemu vzorcu. Švedska, Nemčija in Finska vsako leto beležijo obdobja v podeželskih delih države. Evropska Rusija zabeleži 8000 primerov na leto, večinoma v gozdnatih območjih. Poglejte gruče na zemljevidu. Prazna območja povzročajo primere. Gostov poseljena urbana območja ne prinašajo nobenih primerov. Jelenova miš ne živi v mestih. Predmestja Atlante imajo veliko glodavcev, prav tako središče Chicaga in osrednji Los Angeles. Tveganje za hantavirus na teh območjih je skoraj ničelno. Območja smrtonosnih okužb se pogosto prekrivajo z destinacijami, ki jih pogosteje vidimo v turističnih brošurah. Zemljevid sega od severnega Novega Mehika do zahodnega Kolorada in vzhodne Arizone. Evropski del zajema severno Švedsko in Bavarsko predgorje. Patagonska jezerska pokrajina predstavlja južni konec. Tveganje ni statično. Tveganje narašča, ker tudi populacije glodavcev niso statične. Lahko hitro narastejo, lahko upadejo, nato pa spet narastejo. In ti cikli niso naključni. Sledijo ekološkim sprožilcem, ki delujejo v večletnih časovnih okvirih, kar pomeni, da se teren občasno ponovno napolni. Toda pod tem ciklom obstaja še globja struktura, nekaj, kar določa, kdaj se vse to zgodi. In to ni lokalno. Proces, ki učinkovito spremeni tla v orožje, je biološki in poteka v zaporedju, ki ga lahko raziskovalci korak za korakom začrtajo. Začne se z letom obilja, obdobjem, ko se pogoji uskladijo in rastline proizvedejo nenavadno veliko količino semen. Borovci pinije odvržejo oreščke, grmičevje prekomerno proizvede semena in trave se razširijo po tleh. Za kratek čas je pokrajina videti preoblikovana. In na to se odzovejo miši. Običajno leglo jelenje miši šteje 4 do 6 mladičev. Samica ima lahko 3 ali 4 legla v dobri sezoni. V običajnih letih hrana in zavetje omejujeta, koliko jih preživi. V letu obilja pa se ta meja dvigne. Razmnoževalni cikli se skrajšajo in stopnja preživetja naraste. Plenilci, kodžoti, sove in kače ne morejo dovolj hitro povečati svojega lova, da bi sledili. V eni sami sezoni se lahko populacija jelenjih miši v določenem kanjonu podvoji, potroji ali celo početveri. V obdobju pred izbruhom v regiji Four Corners leta 1993 se je število povečalo približno 10-krat. Bob Parmenter, ekolog na Univerzi Nove Mehike, je prvi začrtal zaporedje in poudaril njegov časovni potek. Zamuda med porastom vegetacije in vrhuncem glodavcev se meri v mesecih. Sistem se gradi počasi, nato pa nenadoma doseže svoj vrhunec. Več miši pomeni več iztrebkov. Več iztrebkov pomeni več aerosola. Gostota prenašalcev v divjini se še naprej povečuje. Vsak votel hlod, vsaka stenska votlina, vsaka tla v lopi na prizadetem območju na koncu gosti okužene živali. Tveganje za izpostavljenost se poveča zaradi velikosti. V običajnih razmerah pohodnik v mirnem letu na akru borovih in brinovih gozdov sreča 1 ali 2 miši. V letu z veliko populacijo lahko ta številka doseže 15 ali 20. To se znova in znova dogaja, ko se pogoji popolnoma ujemajo. Puščava dobi drž, rastline se odzovejo in miši se razmnožijo. Iztrebki se kopičijo in prah postane biološko aktiven.
Zaporedje iz leta 1993 prikazuje, kako izgleda popoln cikel. Mokra zima 1992 in 1993 je v delih Nove Mehike povzročila rekordno letino pinjol. V mesecih, ki so sledili, se je gostota jelenih miši v prizadetih kanjonih povzpela nad običajno raven. Bilo je le vprašanje časa. 14. maja 1993 je prvi znani bolnik omedlel na poti na pogreb v regiji Four Corners. Do takrat se je ekološka verižna reakcija že zaključila po celotnem območju prenašalcev. Virus se ni mutiral. Nič novega se ni razvilo, vendar je populacija miši preprosto presegla kritično mejo, kjer je prenos na ljudi postal statistično neizogiben. Isti osnovni vzorec, sprememba okolja, širitev glodavcev, stik z ljudmi, se je z regionalnimi razlikami ponovil v vsakem letu večjih izbruhov od takrat naprej. Primerjajte, kaj se dogaja tukaj z drugimi zoonotskimi grožnjami. Ptičja gripa potrebuje zapleteno genetsko spremembo v perutninski reji. Ebola je odvisna od vzorcev stika med netopirji in primati, ki jih strokovnjaki še vedno ne znajo dobro napovedati. Limska bolezen sledi gostoti klopov v razdrobljenih gozdovih, kar se nenehno spreminja. Hantavirus deluje po enotni verigi. Ta zaporedje je zabeleženo. Dogaja se znova in ni naključno. In enaki ekološki pogoji, ki povzročajo porast glodavcev, so vidni iz orbite. Julija 2006 so raziskovalci povezani z Univerzo Johns Hopkins in Univerzo Nove Mehike objavili napovedni model, ki je uporabljal satelitske posnetke NASA Landsat za napovedovanje območij tveganja za hantavirus na ameriškem jugozahodu. Napoved je naredila dve stvari. Označila je območje Four Corners kot območje z visokim tveganjem, nato pa je šla še dlje. Južni Colorado in severno-osrednji del Nove Mehike je označila kot na novo nevarna za leto 2006. Ta območja so bila prej označena kot območja z nizkim tveganjem. Primeri, ki so sledili, so se ujemali z zemljevidom. To je bila prva strokovno pregledana napoved izbruha nalezljive bolezni, ki je bila kdajkoli narejena iz vesolja. Sistem se je zanašal na signale odziva vegetacije, izmerjene iz vesolja. Meri, kako zelen je določen del zemlje. Ločljivost je dovolj visoka, da zazna pulze vegetacije, manjše od 1 milje. Senzori Landsat to sliko zajemajo neprekinjeno, iz leta v leto. V prejšnji raziskavi je ista ekipa opazila ta vzorec. Signal vegetacije se je pojavil mesece pred vrhovi populacije glodavcev. Vrhovi glodavcev pa so se pojavili pred okužbami pri ljudeh. Poglejte puščavo iz orbite, počakajte 12 mesecev in izbruh se pojavi. Napoved se je ponovno izkazala v sezoni 2015 do 2016. Vnaprejšnja opozorila o povečanem tveganju za hantavirus so bila poslana po jugozahodu in Mehiki. Primeri v Koloradu in Mehiki so se povečali v skladu z opozorili. Lancet je več kot le pasivno znanstveno orodje. Je med drugim tudi aktiven sistem za napovedovanje izbruhov ene najbolj smrtonosnih respiratornih bolezni v Ameriki. Podatki se obdelajo, izdelajo se zemljevidi tveganja. Državni in plemenski zdravstveni oddelki na jugozahodu so obveščeni. Zelenje na območju Grmičevja v Novi Mehiki leta 2026 je zgodnji opozorilni znak. Kaže na primere, ki bodo čez 1 do 2 leti prišli v ambulante. Sistem zdaj presega zgolj akademsko napovedovanje. Isti napovedni program za bolezni pri NOAA, ki je izdal opozorila leta 2015, deluje na trenutnih podatkih satelitov. Decembrsko opozorilo za južni stožec leta 2025 je temeljilo na podatkih NASA o padavinah in vegetaciji ter na poročilih s terena. Državne agencije v Novi Mehiki, Koloradu in Arizoni prejmejo zgodnje opozorila. Signal gre iz orbitalnega senzorja do okrožnega zdravstvenega urada v nekaj tednih. Osledice so večje, kot se sliši. Agencija, znana po pristankih na Luni in roverjih na Marsu, upravlja tudi najbolj natančen sistem za napovedovanje hantavirusa, kar jih je kdo kdaj zgradil. Sistem deluje. Več kot enkrat je imel prav. Objavlja zemljevide tveganja 1 leto vnaprej in dokazuje, da zemljevid ni več stabilen. 30 let je tveganje za hantavirus v Ameriki sledilo predvidljivi geografiji. Jugozahod ZDA, južni stožec Južne Amerike in razpršena gozdnata območja v severni Evropi. Toda ta meja se premika. Leta 2025 je tedensko spremljanje CDC zabeležilo potrjene primere v Wisconsinu in Nevadi. Obe zvezni državi z virusom skoraj nimata zgodovine. Louisiana je zabeležila 2 nepovezana primera. Ta odkritja so prvič v obdobju spremljanja potrdila laboratorijsko potrjene primere na jugovzhodu ZDA. To niso širjenja v sosednja območja. Pojavljajo se v novih ekoloških kontekstih. Argentina predstavlja najbolj dramatičen premik na svetovni ravni. Patagonija je prevladovala pri hantavirusni aktivnosti. Nahajala se je na južnem koncu v hladnem podnožju Andov z opazno populacijo glodavcev.
Do sezone 2025-2026 se je težišče premaknilo. Provinca Buenos Aires, najbolj naseljena v državi, zdaj vodi z 42 potrjenimi primeri v tej sezoni. Bolezen zapušča hladni, oddaljeni jug. Pomika se v osrednji kmetijski pas, kjer je gostota prebivalstva na obrobju mest veliko večja kot v Patagoniji. Tudi Evropa se spreminja. Na severu Švedske virusna aktivnost še naprej sledi ekosistemom na robu gozdov, vendar podatki kažejo širitev na območja z nižjo zgodovinsko gostoto pojavnosti v primerjavi s prejšnjimi desetletji. Nemčija in sosednji deli Srednje Evrope so po populacijskih ciklih zabeležili več izbruhov v gozdnatih okrožjih. Območje tveganja se širi. Ko se območje premika bliže naseljenim središčem, prenaša bolezen na nove ljudi. Ti ljudje so imela še manj stika z virusom v preteklosti. Oddaljene skupnosti, ki so bile prej najbolj prizadete, so vsaj že videle prenašalca. Nova območja ga niso. Tudi številke to odražajo. Stopnja smrtnosti v Argentini je bila v sezoni 2025-2026 do 39%, kar je precej nad povprečjem 22%. Bolj kot je sistem neznan gostiteljski populaciji, višja je stopnja fiziološkega kolapsa v hudih primerih. Meja ni edina stvar, ki se premika. Tudi populacija, ki se na tej meji srečuje z virusom, se spreminja. 30 letja je tveganje za hantavirus na ameriškem jugozahodu nesorazmerno prizadelo ljudi z globokimi vezmi z zemljo. Živinorejci, pripadniki plemenskih skupnosti, gozdni delavci in podeželski prebivalci, ki so odraščali v bližini nosilcev virusa. Niso bili imuni v kliničnem smislu, vendar so bili več let večkrat izpostavljeni nizkim odmerkom virusa. Toda populacija, ki zdaj vstopa v območje tveganja, je drugačna. Selitev zaradi dela nadaljavo se je v letu 2020 pospešila in se ni obrnila nazaj. Ameriški popisni urad je zabeležil neto rast prebivalstva v podeželskih okrožjih po Novi Mehiki, Koloradu, Montani in Idahu v letih 2023 in 2024. Ljudje se selijo na območja hantavirusa iz obalnih mest, iz primestnih okolij, iz krajev, kjer jelenja miš ni del okolja, v katerem so odraščali. Ne vedo, kako ravnati ob prisotnosti tega povzročitelja bolezni. Kupujejo zemljišča, odpirajo gospodarska poslopja, pometajo tla in premikajo drva prav v okoljih, ki imajo največjo virusno obremenitev. Zdravstveni oddelek Nove Mehike je to neposredno izpostavil v svojem letnem poročilu o nadzoru bolezni za leto 2024. Oddelek je opazil porast primerov med nedavnimi priseljenci v podeželske skupnosti v primerjavi z dolgoletnimi prebivalci. Razlika ni ogromna, vendar je stalna in narašča. Skupek primerov v Yosemitih leta 2012 je bila zgodni znak te dinamike urbanih obiskovalcev, ki so se gibali skozi okuženo okolje brez predhodne izpostavljenosti, ki bi spremenila njihov odziv. Skupina v okrožju Mono leta 2025 je to ponovila. Delavci, najeti za kratkotrajno delo na podeželju, pripeljani od drugod brez predhodne izpostavljenosti hantavirusu. Virus ne postaja bolj agresiven. Prav tako ni nič novega. Vedno je bil tam. Edina razlika je, da so zdaj mediji to izpostavili in panika je resnična. Razlika je v tem, da je prebivalstvo, ki se z njim srečuje, vse manj pripravljeno. In globje vprašanje trenutno ni resnost, ampak širjenje, kar nakazuje na vzrok. Nekaj potiska mejo navzven in to je globalno. Nekaj, kar lahko deluje v večjem obsegu kot katerikoli posamezen ekosistem. Sistem, ki lahko hkrati vpliva na padavine, cikle vegetacije in dinamiko populacije glodavcev na različnih celinah. Planetarni signali. Ko se ekvatorialni Pacifik segreje, se celotna veriga hantavirusa hkrati pospeši na več celinah. Jugozahod ZDA postane bolj moker. Patagonija se odzove. Tla srednjeevropskih gozdov se spremenijo. Vse hkrati. Zaradi iste spremembe temperature na tisoče kilometrov stran. Ta sinhronizacija ni naključje. Južna oscilacija El Niño ali ENSO ni občasna vremenska anomalija. To je ponavljajoča se planetarna ura in hantavirus deluje po njenem urniku. To je ključna povezava. Ker količina padavin določa rastlinsko proizvodnjo. Rastlinska proizvodnja določa razpoložljivost hrane. Razpoložljivost hrane določa dinamiko populacije glodavcev in vpliva na virusno obremenitev v okolju. Vsi ti dejavniki določajo tveganje za izpostavljenost. Celoten sistem deluje v večletnih ciklih, ki pogosto trajajo od 3 do 7 let, odvisno od spremenljivosti ENSO. NOAA-jev center za napovedovanje podnebja lahko zazna nastajajoči El Niño 12 do 18 mesecev naprej, še preden se pojavijo kakršnikoli učinki na terenu.
To pomeni, da najzgodnejši signal v verigi hantavirusa ni v puščavi, temveč v Tihem oceanu. Spremembe temperature v ekvatorialnem Pacifiku se lahko razširijo skozi atmosfero in spremenijo vzorce padavin po vsem svetu. Te spremembe nato vplivajo na ekosisteme, kar lahko povzroči nihanje v populacijah glodavcev in s tem tudi tveganje za izpostavljenost hantavirusu. Zemljevid ne prikazuje več, kje izbruhi nastajajo. Prikazuje, kje nastajajo pogoji zanje. In ta priprava sledi ciklu, ki ga ne nadzoruje noben lokalni organ in ga nobeno mestno načrtovanje ne more preusmeriti. Sprožilec ni v zemlji, je v oceanu. In šele križarka leta 2026 je svetu odprla oči. Potniki izolirani v kabinah, izredni leti, zdravstveni uradniki v zaščitni opremi, sledenje stikom v več državah. Plovilo MV Hondius je postalo središče mednarodne pozornosti. Ko so ljudje slišali za virus in križarko, so se začele primerjave s COVID-om. Toda hantavirus ni naslednji COVID, je drugačen. Je brutalen, vendar se za razliko od običajnih bolezni ne širi zlahka. Zato boljša primerjava ni COVID ali gripa. Pravzaprav je ustreznejša primerjava antraks. Ne zato, ker bi bili bolezni podobni, ampak ker se obe zdita kot lokalizirani katastrofi. Redke, okoljske. Težko jih je srečati v vsakdanjem življenju, a so uničujoče, ko udarijo. Hantavirus ne povzroča svetovnih zaprtij, ampak namesto tega ustvarja koncentrirane smrtonosne cone. Oddaljena koča, gozdna postojanka, taborišče, ladja na morju. Nenadoma osama, ki smo jo imeli za varno, postane grožnja. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji MapPack.